Spoštovane članice in člani Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, spoštovani vabljeni. Ugotavljam, da je komisija sklepčna, prisotnih je 7 članov, zato dovolite, da pričnem 75. sejo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki jo kot predsednik, katero je sklical predsednik Peter Požun na podlagi 22. člena Poslovnika Državnega sveta. Zaradi njegove odsotnosti pa jo bom vodil jaz kot podpredsednik komisije. Za današnjo sejo so se opravičili, kot že uvodoma, magister Peter Požun, državni svetnik Igor Antaver, ki ga nadomešča državni svetnik Dejan Crnek, državni svetnik Tomaž Horvat, ki ga nadomešča Bojan Režun, in pa državni svetnik Alojz Kovsca. Prihajamo na odločanje o dnevnem redu današnje seje. S sklicem seje 11. novembra ste po elektronski pošti prijeli predlog dnevnega reda, ki se glasi: potrditev zapisnikov 23. izredne in 74. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, druga obravnava, EPA 2175/8, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, ZIS-F, druga obravnava, EPA 2096/8, to obravnavamo kot zainteresirana komisija, in naknadno ste po elektronski pošti v petek 12.11. prijeli predlog za razširitev predlaganega dnevnega reda s točko Predlog zakona o dopolnitvah zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ZNUPZA, skrajšen postopek EPA 2209/8. Najprej bomo odločali o predlogu za razširitev predlaganega dnevnega reda, o katerem se v skladu s poslovnikom 35. člena Poslovnika Državnega sveta odloči brez razprave, zato prehajamo neposredno na glasovanje. Prosim vas za pozornost. Na glasovanje dajem predlog za razširitev predlaganega dnevnega reda s 4. točko dnevnega reda, ki se glasi: Predlog zakona o dopolnitvah zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ZNUPZA, skrajšen postopek EPA 2209/8. Prisotnih je 8 članov komisije. Kdo je za? Vsi. Kdo proti? Potem ga nimamo, ne. Ugotavljam, da je predlagana razširitev predloga dnevnega reda 75. seje komisije s 4. točko dnevnega reda sprejeta za 7 glasovi za, praktično soglasno. Na podlagi sprejete razširitve dajem na glasovanje naslednji prečiščen predlog dnevnega reda, ki se glasi: potrditev zapisnika 23. izredne in 74. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, druga točka, predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, druga obravnava, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, druga obravnava, predlog zakona o dopolnitvah zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, skrajšen postopek. Prisotnih. Kdo je za? 7. Proti ni. Ugotavljam, da je predlagani dnevni red 75. seje komisije s 4 točkami dnevnega reda sprejet s 7 glasovi za. S tem zaključujem odločanje o dnevnem redu in prehajamo na prvo točko dnevnega reda. To je potrditev zapisnikov 23. izredne in 74. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Predlog zapisnikov ste prejeli po elektronski pošti s sklicem seje. K predlogom zapisnikom nismo prejeli pisnih pripomb, zato predlagam, da glasujemo kar o obeh skupaj. Če temu nihče ne nasprotuje, predlagam, da preidemo kar na glasovanje. Prisotnih je 7. Kdo je za? 7 za. Proti ni.
Ugotavljam, da sta zapisnika 23. izredne in 74. redne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide potrjena s 7 glasovi za. S tem zaključujem tudi prvo točko dnevnega reda in prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost ZINNI, druga obravnava EPA 2175/8. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. Povezavo do vsebin predlaganega zakona ste prejeli s sklicem seje. Sedaj pa besedo za predstavitev vsebin predloga zakona predajam predstavniku predlaganega Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Želel ni nobenega predstavnika, potem pa mislim, varuh človekovih pravic se je tudi opravičil. Nacionalni svet invalidskih organizacij ima kdo, magistra Mateja Toman, vam dovoljujem, da izklopi, drugače pa vse razpravljavce naprošam, da pridete za govorniški oder zaradi neposrednega prenosa. Hvala. Izvolite. Ja, je že. Hvala lepa. Zdaj, ker smo v okviru druge točke, torej ureditev neizplačanega nadomestila za invalidnost, jaz tukaj ne bi dala nekih podrobnih vsebinskih pripomb, zgolj to, da nacionalni svet seveda je že pred časom na seji odbora izpostavil to problematiko in se zavzel za to, da se krivice popravijo celovito, torej ne zgolj tistim, ki jim je bilo v okviru postopka odrečeno nadomestilo, ampak tudi tistim, ki so zaradi navodil na centrih, da do tega sploh ne bi bili upravičeni, niso niti začeli postopka. Tako da pač mi želimo, da je celovita rešitev, ki zajame vse prizadete. To čisto na kratko. Hvala lepa. Hvala lepa za stališče Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in vam, ki ste ga predstavila. Kdo od državnih svetnikov želi besedo? Če ne, predlagam, da razpravo zaključujem. Ministrstva za delo nimamo, da bi še dodatne pojasnila dejal in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost ZINNI EPA 2175/8 podpira. Bi kdo želel razpravljati o predlogu sklepa? Ni, nihče. Bi želel kdo obrazložiti svoj glas od kolegic in kolegov? Tudi ne. Prehajamo na glasovanje. Prisotnih je 7 članov komisije. Kdo je za? Kdo proti? Nihče. Sklep je soglasno sprejet. Na podlagi mnenja komisije, ki ga bomo posredovali matičnemu odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki bo predlog zakona obravnaval v petek 26.11. Seja se bo začela ob 14. uri. Če se strinjate, bi vsebino poročanja na omenjeni komisiji se s člani Državnega sveta člani komisije dogovorili naknadno, ker ni predsednika še in tudi sam sem ta dan odsoten, bomo potem naknadno tudi sporočili ime in priimek poročevalca. S tem zaključujem obravnavo druge točke dnevnega reda. Vsem vabljenim se zahvaljujem za razpravo k tej točki in prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. To je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo ZISF, druga obravnava EPA 2096/8. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku predložila Vlada Republike Slovenije.
Pristojna komisija za obravnavo predloga zakona v okviru Državnega sveta je Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki bo predlog zakona obravnavala v sredo 24.11.2021. Naša komisija pa bo predlog zakona danes obravnavala kot zainteresirana komisija in pristojni komisiji posredovala tudi svoje poročilo. S sklicem seje ste prejeli povezavo do vsebine predloga zakona, naknadno pa ste v ponedeljek 15.11. prejeli tudi mnenje zakonodajne pravne službe. Vabljeni vsi k tej točki, ki je zelo pomembna, ste bili z namenom hitrejše obravnave predloga zakona o sklicu seje zaprošeni za vnaprejšnja stališča. Posledično ste člani komisije in vabljeni kot dodatno gradivo po elektronski pošti prejeli stališče Športne loterije, stališče Fundacije za šport, pismo Loterije Slovenije s prilogami, stališče Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in Nacionalnega sveta humanitarnih organizacij, stališče FIHO in pa poziv Rdečega križa in Slovenske Karitas, ki je bil posredovan poslancem Državnega zbora. Sedaj pa predajam besedo predstavniku predlagatelju, to je gospodu Mihu Pogačarju z Ministrstva za finance, pa izvolite tukaj za govorniški oder, imate 15 minut za vašo predstavitev. Hvala za besedo. Spoštovani člani komisije, predstavniki invalidskih, športnih in dobrodelnih organizacij, loterij ter vsi ostali prisotni. Vesel sem, da vam lahko v imenu Ministrstva za finance predstavim predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo. Poglavitni cilj, ki se želi doseči s predlogom novele zakona o igrah na srečo, je nadgraditi pravni okvir, ki lahko v praksi zagotavlja, da se bodo igre na srečo prejele v urejenem okolju, kar je še posebej pomembno za varstvo potrošnikov in boj proti goljufijam in pranjem denarja. Predlog novele zakona določa vzpostavitev pravnega okvirja, ki bo omogočil bolj transparenten način dodeljevanja koncesij za trajno prirejanje klasičnih in posebnih iger na srečo in sicer na podlagi javnega razpisa. Vlada Republike Slovenije bo po izvedbi vsakokratnega javnega razpisa koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo in klasičnih iger na srečo dodeljena na podlagi kriterijev, določenih v obstoječem zakonu o igrah na srečo. Poleg tega se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona na področju prirejanja klasičnih iger na srečo odpravi obstoječi duopolni sistem, skladno s katerim lahko trenutno klasične igre na srečo prirejata največ 2 prireditelja. V noveli se tako predlaga, da lahko klasične igre na srečo prireja največ 5 prirediteljev. Za stave kot specifično vrsto klasičnih iger na srečo se predpišejo posebni pogoji za pridobitev koncesije in določijo podrobnejši pogoji za prirejanje te vrste klasičnih iger na srečo. Spreminja se tudi določba, ki se nanaša na statusno pravno obliko subjekta, ki želi prirejati posebne igre na srečo, tako da se dopušča možnost pridobitve koncesije vsem gospodarskim družbam in ne le delniškim družbam. Z namenom odprave administrativnih ovir se odpravljajo licence za delo dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo. Pri koncesionarjih, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnicah, se predlaga odprava večine omejitev vezanih na lastništvo koncesionarja. Tako se določa, da neposredni ali posredni delež Republike Slovenije v lastništvu koncesionarja ne sme biti manjši od 25% plus ene delnice v primeru delniške družbe, ne sme biti manjši od 51% v poslovnem deležu druge oblike gospodarske družbe. Pričakuje se, da bi to lahko prispevalo tudi k temu, da bi družbe pridobile zasebne strateške partnerje z izdelano vizijo poslovanja v dejavnosti prirejanja iger na srečo. Glede na dejstvo, da zakon do zdaj ni predpisoval stopnje koncesijske dajatve oziroma ni predpisoval najnižjih stopenj koncesijske dajatve, se določi najnižja stopnja koncesijske dajatve za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in prirejanje drugih vrst posebnih iger na srečo v igralnicah v višini 5% od osnove in za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih v višini 20% od osnove. Predlog zakona zvišuje še minimalni znesek osnovnega kapitala,
ki ga morajo zagotavljati prireditelji posebnih iger na srečo, zvišuje pa se tudi najmanjše število igralnih avtomatov, ki morajo biti nameščeni v igralnem salonu. Kot razlog za prenehanje koncesije se dodatno opredeli kršitve, ugotovljene z odločbo nadzornega organa, ki v predpisanem roku niso bile odpravljene. Naj omenim, da je bil predlog zakona o upoštevanju postopkov informiranja v skladu z direktivo 2015/1535 predložen postopek predhodne notifikacije Evropske komisiji, pri čemer do roka za odziv, povratnega odziva nismo prejeli. Ocenjujemo, da bodo predlagane spremembe zakona spodbudile povečane ponudbe na področju prirejanja iger na srečo in s tem imele pozitivne posledice na državni proračun, kako tudi na povečane koncesijske dajatve v FŠO in FIHO. Slovenija na področju iger na srečo potrebuje določene nove rešitve, tudi zaradi uskladitve s pravom Evropske unije. Se zakon o igrah na srečo vse od leta 2010, kljub večkratnim poskusom, ni bil bistveno spremenjen. V zvezi z mnenjem zakonodajno-pravne službe v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo pa se pripravljajo še določene dodatne uskladitve. Hvala, to bi bilo vse strani, moje strani. Hvala za vašo predstavitev. Zdaj pa besedi vabim tudi predstavnika Ministrstva za delo. Očitno ga ni med nami. Ministrstvo za zdravje so se opravičili na današnjo sejo. Kot pa je bilo že napovedano ob sklicu seje, bodo prijeta pisna stališča omogočila, da bo ustna predstavitev stališč krajša vseh ostalih zainteresiranih, ki ste danes tukaj. Tudi zaradi velikega števila vabljenih in omejenega časa, ki ga imamo na voljo, vas prosim, da se pri predstavitvah in poudarjanju vaših stališč omejite na 5 do 7 minut. Iskrena hvala za upoštevanje tega časa. Kot prvi bi predlagal, da predstavi svoje stališče Svet za invalide Republike Slovenije. Z nami je predsednica magistra Mateja Toman. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz bom začela s tem, da postopek sprejemanja zakona o igrah na srečo predvsem povzroča veliko zaskrbljenost v vrstah slovenskih invalidov. Zakaj? Zakon o igrah na srečo namreč govori o urejanju tega trga, o prirejanju iger, te dohodki z tega področja pa so namenjeni tudi za financiranje delovanja humanitarnih in invalidskih organizacij v Republiki Sloveniji. In to je za financiranje vseh teh organizacij izjemno pomemben vir. To je ključen vir, za marsikatero od teh organizacij najpomembnejši vir, brez katerega si delovanja in izvajanja programov ne moremo niti zamisliti. Zakaj pa je to izvajanje programov tako pomembno? Zato, ker se s temi programi zagotavlja izenačevanje možnosti ranljivih skupin prebivalstva v Republiki Sloveniji, tako invalidov, kot tudi tistih, ki koristijo storitve in programe humanitarnih organizacij. Gre torej za vlogo organizacij na področju zagotavljanja temeljnih človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Brez teh programov se marsikatera temeljna človekova pravica invalidov in drugih predstavnikov ranljivih skupin okrni, se zmanjšuje, kar je seveda zelo zaskrbljujoče. Torej ne govorimo samo o nekem dogajanju na ekonomskem področju prirejanja iger na srečo, ampak govorimo o neposrednih učinkih na temeljne človekove pravice kar velikega števila državljanov oziroma prebivalcev Republike Slovenije. Zato bi pričakovali, da bomo pri oblikovanju teh sprememb lahko aktivno sodelovali. Žal je postopek doslej po nam razpoložljivih informacijah potekal tako, da predlog zakona, ki je bil dan v javno obravnavo, teh ključnih za nas spornih sprememb ni vključeval, torej javna obravnava o teh za nas izjemno pomembnih vsebinah praktično ni bila možna. Kasneje pojavljene spremembe so se pa oblikovale po zaključku javne obravnave, torej nismo mogli sodelovati,
kot je sicer naša ključna vloga. Mi želimo biti kvalificiran sogovornik države pri urejanju zakonodaje na področjih, ki neposredno ali posredno zadevajo pravice invalidov in hkrati tudi drugih ranljivih skupin prebivalstva. In menimo, da nam je bila tukaj ta naša pomembna vloga odvzeta in to je po mojem mnenju neprimerno, najmanj rečeno. Zakaj se pa bojimo negativnih posledic? Zato, ker tudi, kot je razvidno iz dopisov drugih deležnikov, ki so se odzvali na to predlagano spremembo zakona, kažejo bojazen, da lahko pride do poslabšanja na tem področju. Torej, da se lahko obseg sredstev skrči. Jaz verjamem, da so mogoče pripravljalci izhajali iz tega, da bodo poskusili spremembo sistema in dosegli nekakšne drugačne ekonomske učinke, ampak menim, da poskusov ekonomskih učinkov ne moramo izvajati na način, da lahko to pade na pleča slovenskih invalidov in drugih ranljivih skupin. To se nam zdi tvegan eksperiment, ki lahko neposredno poseže v temeljne človekove pravice. Ekonomijo primerjati z pomenom temeljnih človekovih pravic, pa mislim, da v 21. stoletju ne bi smeli dajati na isto tehtnico. Zato iskreno pozivam, da se močno pretehta predlagane spremembe, da se dejansko analizira potencialne učinke, ker jaz verjamem, da tudi predlagatelj verjame, da bodo učinki boljši, ampak nekih konkretnih analiz, iz katerih bi lahko to razbrali, pa nismo videli. Analize oziroma pomisleki drugih deležnikov pa utemeljujejo prepričanje, da so lahko učinki za slovenske invalide in druge ranljive skupine negativni. Tega se bojimo in to želimo preprečiti, zato ponovno pozivamo k resnemu pretehtanju predlaganih sprememb, da se jih ustrezno popravi ali odpravi v primeru, da lahko imajo tako negativne učinke na uresničevanje temeljnih z ustavo zagotovljenih človekovih pravic invalidov. Invalidske in tudi humanitarne organizacije smo vendarle partner državi na področju zagotavljanja temeljnih pravic prebivalcev, ki je sicer po ustavi dolžnost države in tukaj smo vaš partner in skupaj moramo sodelovati na način, da se te temeljne človekove pravice tudi dejansko v realnem življenju zagotavljajo. Zato pač pričakujemo korektno sodelovanje pri pripravi takih predpisov in kot sem že 3-krat, pa bom še enkrat pozvala, da se o teh spremembah res pretehtano pogovorimo in da se po potrebi, da se nujno spremenijo. Negativnih posledic na temeljne človekove pravice invalidov pač ne moremo tako zlahka dopustiti. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Tomanovi za stališče Sveta za invalide Republike Slovenije. Zagotovo je eden izmed velikih prejemnikov tudi in pomembne vloge, ki ima v slovenskem prostoru, je tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO. Med nami je gospa Mirjam Kanalec, predsednica sveta FIHO. Izvolite, beseda je vaša. Spoštovane in spoštovani, zahvaljujem se za vabilo, da lahko neposredno predstavimo stališče FIHO. Predlogi spremembe zakona o igrah na srečo so po mnenju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije nesprejemljivi in škodljivi za širšo družbo. V postopku sprejemanja v Državnem zboru Republike Slovenije je novela zakona o igrah na srečo, novela, ki je v času priprave tudi skozi javno razpravo doživela posamezne manjše spremembe, zadnji predlog vložen pa prinaša bistvene spremembe zakona, ki korenito posegajo v dosedanji sistem financiranja dela invalidskih in humanitarnih organizacij, za katere ocenjujemo, da bodo imele negativne posledice na širšem področju socialnega, predvsem invalidskega in humanitarnega varstva v Republiki Sloveniji. Primarno glede
financiranje posebnih socialnih programov, ki jih izvajajo invalidske, in programov humanitarnih organizacij za najbolj ranljive prebivalce naše države. FIHO osnovni namen je že od vsega začetka to, da s svojim financiranjem prepreči neenakost, omogoči socialno pravičnost in enake priložnosti najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Fundacija bistveno pripomore pri zagotavljanju delovanja velikega števila invalidskih in humanitarnih organizacij. Natančneje, FIHO v letu 2021 je sofinanciral delovanje, programe in investicije 30 invalidskim in 86 humanitarnih organizacij. Natančneje 237 posebnih socialnih programov invalidskih in 303 programov humanitarnih organizacij v skupni višini 18,6 milijonov evrov. Ne smemo pozabiti na zelo pomembno sofinanciranje investicij, ki jih FIHO nudi invalidskim in humanitarnim organizacijam. Brez teh investicij seveda izvajanje posebnih socialnih programov in programov ne bi bilo možno. In sredstva za investicije ne zagotavljajo niti državna, niti lokalna sredstva. Po naših podatkih in izkušnjah ocenjujemo, da sredstva fundacije pomagajo neposredno in posredno blizu 450 tisočim uporabnikom. Fundacija FIHO seveda za strani Loterije Slovenije na letni ravni prejme več kot 90% vseh svojih sredstev. Se pravi, v 10 letih kar 170 milijonov evrov. Ker se bo ta del v predlogu spremembe prihodkov preusmeril k zasebnikom, bo morala invalidska in humanitarne in športne organizacije toliko bolj financirati država oziroma lokalna skupnost, ali pa bodo organizacije morale krčiti svoje programe. Projekcija kaže, da bi sproščanje konkurence na področju klasičnih iger na srečo negativne učinke, znižanje sredstev za posebne socialne programe do 30% in s tem zmogljivost invalidskih organizacij in tudi humanitarnih organizacij za varovanje človekovih pravic, kakor tudi druge nezaželene družbene učinke. Vsakršna prerazporeditev plačil iz loterijskih iger k drugim vrstam iger in prirediteljem bi pomenila bistveni izpad sredstev, ki jih prejema fundacija FIHO. Fundacija FIHO ima slabe izkušnje z obljubami. Spomnimo se uvedbe davka na srečke leta 2013 kot krizni začasni davek in je do danes zaradi tega uvedenega kriznega začasnega davka prikrajšana kar za 21 milijonov evrov. Ne pozabimo, da če bi 10% davka na srečk ne bi bilo, bi fundacija FIHO samo vsako leto od Loterije Slovenije prejela skoraj 3 milijone sredstev več. Naj še za konec povem, da je svet FIHO že na 21. redni seji konec avgusta sprejel sklep, kjer nasprotuje sprejetju predlaganih sprememb zakona o igrah na srečo, ki na področju klasičnih iger na srečo namesto sedanjih 2 predvideva 5 prirediteljev ter predlaga podeljevanje koncesij na podlagi javnih razpisov. FIHO meni, da takšne spremembe bi ogrozile dolgoročno stabilnost financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji, ob tem pa povzročile
povečanje negativnih posledic prirejanja klasičnih iger na srečo za javno zdravje. Svet FIHO podpira trenutno ureditev klasičnih iger na srečo v veljavnem zakonu o igrah na srečo. Ne pozabimo, da je FIHO dobra ureditev za dopolnjevanje državne in lokalne skrbi za najranljivejše skupine prebivalcev Slovenije. Prosimo vse deležnike, da podprejo dosedanjo ureditev in pozivamo vse, da zavrnejo predlog sprememb zakona o igrah na srečo. Hvala. Hvala lepa za stališče Fundacije invalidskih humanitarnih organizacij in vam, gospa Kanalčeva. Naslednji bi prosil, da predstavi svoje stališče Fundacija za šport. Gospod Aleš Remih je z nami, izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj in tudi z naše strani najlepša hvala za povabilo, da lahko danes prisostvujemo delu vaše komisije. Fundacija za šport je institucija, ki jo je država ustanovila pred 20 leti in s tem naredila eno najboljših odločitev v času samostojnosti slovenskega športa. Sredstvi, ki jih pridobivamo iz koncesijskih dajatev, katere največji delež prispevata Športna loterija in Loterija Slovenije v skupnem 90% sredstev celotnih vsako leto, ki jih izberemo, sofinanciramo različne programe slovenskega športa. Vsako leto na podlagi javnega razpisa, prav ta trenutek je razpis v teku za leto 2022. V letu 2021 smo razdelili 9,5 milijonov sredstev. Od tega smo sofinancirali na področju vrhunskega športa in tekmovalnega športa otrok in mladine usmerjeno v vrhunski šport več kot 50 programov nacionalnih panožnih športnih zvez. 196 športnih prireditev po celi Sloveniji, 126 oblik različnih vadb od najmlajših do najstarejših, izgradnjo 83 športnih objektov po celi Sloveniji in druge programe, kot so športne štipendije, razvojne dejavnosti v športu, založništvo v doping športu in tako dalje. V letu 2022, razpis sem že omenil, bomo razdelili 10 milijonov evrov sredstev. Na temo novele smo imeli na fundaciji posebno sejo sveta, na katero smo povabili deležnike oziroma tiste, ki sodelujejo pri pripravi te novele in tisti, ki so od te novele po bodočnosti bodo, če bo sprejeta, tudi odvisni. Tako smo povabili predstavnika Ministrstva za finance in pa predstavnikih obeh športnih loterij. Od Ministrstva za finance smo želeli projekcije, da nam razloži, kako bo ta zakon, kako bo vplival na delovanje naše fundacije v bodoče. Žal se je predstavnik oziroma se nekdo iz Ministrstva za finance te seje naše ni udeležil, ker so bili zasedeni, so se pa udeležili predstavniki obeh loterij. Na podlagi teh projekcij smo sprejeli sklep. Bi pa omenil, predno omenim ta sklep, eno zadevo, ki nam je zelo ostala v spominu. Povprečna koncesijska dajatev Loterije Slovenije znaša 43%. Povprečna koncesijska dajatev od iger Športne loterije znaša 25%. Ta novela zakona pa določa minimalno koncesijsko dajatev v višini 5%. In to je tisto, kar nas je pripeljalo do tega, da smo skeptični in ne verjamemo, glede na to, da ni bilo konkretnih dokazov oziroma projekcij, da lahko ta zakon pozitivno vpliva na delovanje same fundacije. In na sami seji smo sprejeli sledeči sklep. Predlog novele zakona o igrah na srečo prinaša v področje delovanja klasičnih iger na srečo, iz naslova katerih prejme fundacija za šport več kot 20% koncesijskih dajatev od obeh loterij velike spremembe. Po predstavitvi projekcij obeh loterij svet FŠO ugotavlja, da predlagane spremembe ZIS lahko negativno vplivajo na višino zbranih sredstev iz naslova koncesijske dajatve, ogrožajo stabilnost financiranja FŠO in posledično športnih organizacij. FŠO nasprotuje sprejetju novele ZIS oziroma kakršnikoli spremembi ureditve prirejanja klasičnih iger na srečo brez predhodne temeljne javne razprave ter predhodnih verodostojnih analiz
finančnih posledic na višino koncesijskih dajatev. Na koncu bi rad omenil še to, kot je moja kolegica Mirjam že omenila, leta 2013 je bil uveden 10% davek na srečke. Fundacija za šport je od leta 2013 do 2018 izgubila po uvedbi tega davka 13 milijonov evrov sredstev. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Bi prosil, da se nam pridruži in pa tudi predstavi Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije svoje stališče. Prav je, da se o tem izjasni tudi civilna družba. Gospa Nataša Sorko, predsednica, je z nami. Izvolite. Ja, najlepša hvala za besedo. V Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij smo se seveda z predlogom zakona seznanili in upravni odbor, kot smo že slišali tudi iz drugih inštitucij, se je odločil podobno, da se ne moremo v bistvu strinjati s predlogom oziroma ga ne podpiramo, tudi zaradi tega, kar je bilo povedano malo prej. Ves čas smo se že pogovarjali ta leta in tudi nedolgo nazaj, da so humanitarne organizacije zaradi kriznega zakona v bistvu davko na srečke izgubile veliko denarja in v bistvu v Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij je vključenih preko 100 humanitarnih organizacij, ki seveda v svoje programe vključujejo nekajkrat po 100 000 posameznikov, prebivalcev iz najranljivejših skupin našega prebivalstva z številnimi težavami in ravno tako nas skrbi ta ekonomska projekcija Ministrstva za finance, ki jo je predstavnik Fundacije za šport ravnokar zelo podrobno predstavil in nas navdaja skrbjo, da bi fundacija še dodatno izgubila sredstva, ne pridobila in bi zaradi tega bilo ogroženo delovanje številnih socialnih programov humanitarnih organizacij, delovanja in tudi investicij. In sredstva fundacije FIHO za humanitarne organizacije, ki so financirane iz tega vira, predstavljajo dejansko nenadomestljiv vir, saj v bistvu bi lahko rekla, predstavljajo steber, na katerega se naslanjajo humanitarne organizacije, vedo, da ga imajo in jim omogoča te najbolj pomembne stvari, ki jih ne morejo sicer iz drugih virov, državnih, lokalnih in podobno pridobiti. Ne vem, kako bi vam to pojasnila, ampak če je ena humanitarna organizacija financirana zgolj iz nepridobitnih državnih in lokalnih sredstev, je FIHO edini razpis, ki omogoča humanitarni organizaciji, da naprimer nabavi računalnik, da lahko normalno deluje. Drugače v bistvu humanitarna ali pa invalidska organizacija te možnosti sploh nima. In zaradi tega smo resno zaskrbljeni in verjamemo, da bodo tisti, ki bodo odločali o tem zakonu, premogli toliko premisleka, da bodo tehtno premislili, da ta zakon v bistvu škodljiv tako za humanitarne kot tudi seveda za invalidske organizacije. Mi bomo seveda naredili vse, da nekako zavarujemo naše programe, tudi kar se zakona tiče, bomo poskušali vse narediti, da bi delovanje humanitarnih organizacij ostalo takšno, kot je bilo do sedaj, ampak v bistvu seveda naš vpliv je omejen in ne moremo vplivati na toliko deležnikov, nas pa tudi to skrbi, da nismo bili vključeni v javno razpravo, kjer bi lahko povedali svoje stališča, svoje stiske v zvezi s tem, svoje predloge in se počutimo izločene in zaradi tega smo še toliko bolj zaskrbljeni, da se bo z eventualno sprejetim zakonom
stanje humanitarnih in invalidskih organizacij oziroma financiranje poslabšalo in verjamemo, da bo seveda na koncu FIHO kot tudi Fundacija za šport lahko nemoteno izvajala svoje programe tudi vnaprej. Hvala. Hvala lepa, gospa Sorko, za predstavitev mnenja Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije in še eno organizacijo je tukaj med nami, to je Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, ki ravno tako združuje uporabnike posebnih socialnih programov, ki se financirajo iz sredstev loterij. Kot je že bilo najavljeno, med nami je podpredsednica Nacionalnega sveta magistra Mateja Toman, predsednik Borut Sever se je zaradi bolezni opravičil. Izvolite. Ja, hvala še enkrat za besedo. Nacionalni svet invalidskih organizacij je svoje pisno stališče tudi posredoval pred sejo, tako da ste lahko prebrali v gradivu. Zato bi jaz izpostavila samo ta ključni zadnji del, kjer navajajo, predlagana liberalizacija bi imela skoraj zagotovo negativne posledice za invalidske organizacije in druge prejemnike koncesnin. Po projekcijah bi imela negativne posledice tudi za državni proračun, kakor tudi druge negativne družbene posledice, ki jih tipično povezujemo z igrami na srečo. Predlagana novela pomeni odmik od družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo in jo je glede na pričakovane posledice zelo težko podpreti. Izjemno sporen pa je bil tudi postopek priprave predloga brez posvetovanja s predstavniki invalidov in drugimi deležniki, ter to zadevno predstavlja kršitev obveznosti iz Konvencije o pravicah invalidov in resolucije o normativni dejavnosti. Skratka, če povzamem stališče tako prej sveta za invalide in tudi Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, invalidi v Sloveniji smo zelo zaskrbljeni nad učinki, ki jih lahko prinese predlagana novela in ji nasprotujemo, ker se bojimo posega v temeljne človekove pravice invalidov. Hvala. Magistra Tomanova, hvala za stališče Nacionalnega sveta invalidskih organizacij in še en predstavnik, ki tukaj predstavlja tudi uporabnike teh sredstev, pismo Rdečega križa in Slovenske Karitas ste dobili, ki so ga posredovali poslancem. Med nami je gospod Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas. Izvolite še vaše stališče. V Slovenski Karitas in pa na Rdečem križu Slovenije pokrivamo največji delež uporabnikov humanitarnih programov in z tega vidika se seveda soočamo tudi s problemom zasvojenosti. Ukvarjamo se večinoma z zasvojenostjo trdih drog, alkoholizma, v zadnjih letih pa seveda z veliko zaskrbljenostjo opažamo velik dvig zasvojenosti v povezavi z internetom. In tukaj sodijo tudi različne tvegane oblike igralništva, iger takih in drugačnih in seveda tudi športnih stav. Tako da mi smo ta poziv naslovili predvsem z tega vidika, ker smatramo, da ta širitev kroga prirediteljev iger na srečo in pa tudi liberalizacija na tem področju predvideva intenzivno iskanje potencialnih novih igralcev. Mi mislimo, da Slovenija ne potrebuje intenzivnega marketinga in iskanja novih igralcev, ker so že zdaj posledice vidne in jih čutimo v teh segmentih, ki so seveda zelo tvegani. In zagotovo so športne stave ena izmed najbolj tveganih oblik igranja. To, kar je bilo predstavljeno v javnosti po tej naši izjavi, raziskave in pa tudi predstavniki ekonomske fakultete, je bilo tam jasno povedano, da gre ravno za to. Torej, širjenje trga, širjenje potencialnih igralcev in iskanje, bi rekel, potencijala med prebivalci Sloveniji, ki ni še izkoriščen do konca. Menimo, da je ta dejavnost tvegana dejavnost, v nekaterih pogledih škodljiva
in jo treba res strogo nadzorovati in omejevati. In če podpiramo na drugih področjih tudi, bi rekel, konkurenco, tudi zasebni način izvajanja, tudi na področju socialnega varstva, zdravstva in kjerkoli že, seveda tukaj po našem mnenju to ni primerno. Potem, če pogledamo še nekaj takih praktičnih vidikov, delež lastništva države in fundacij, mislimo, da je najbolj primeren vzor tazga deleža v Loteriji Slovenije, ker praktično država in loterija ima krepko čez večinski delež in nekako nadzoruje in usmerja poslovanje fundacije in tudi menimo, da je delniška družba najbolj primerna za tak način, zaradi preglednosti, zaradi zakonodaje in ker ureja tudi razporejanje dobička na drugi strani transparentno. Menimo, da vse gospodarske družbe niso primerne za izvajanje kakršnihkoli iger na srečo, ker pač niso urejene tako transparentno in marsikaj se lahko pripeti. Tako da mislimo, da taka ureditev, ki je zdaj za Loterijo Slovenije, je daleč najbolj primerna po našem skromnem znanju tega področja in izkušnjah, ki jih imamo. Potem nenadzorovane in prikrite igre na srečo. Žal ta zakon poskuša reševati to področje, vendar ga ne reši. Tudi teh 5 prirediteljev v resnici nič ne pomeni, ker igre na internetu so še zmeraj tam in bodo ostale tudi z drugimi prireditelji in vedno novimi prireditelji in je pač treba tudi na tem področju pristopati tej problematiki, mogoče na enak način ali pa podoben, kot se pristopa k igram na srečo s kriptovalutami, če jih lahko tako imenujem. Pač treba je ujeti človeka, ki to plačuje, tako da se tam regulira to področje. Nekaj teh poskusov je že bilo z omejevanjem, sicer dostopanja, tudi tukaj nismo strokovnjaki, vendar prepričani smo, da se da še tukaj veliko narediti. Problem so seveda tudi prikrite igre na srečo, ki jih ta zakon ne ureja. Vemo, da na vsakem vogalu poteka igra na srečo, kjer lahko zadaneš avtomobil in da je še marsikaj drugega prikritega, kjer nič država ne participira, niti koncesionarji, niti ni urejeno z nobenega področja. Potem 5% koncesija, zagotovo si vsi želimo, da bi bilo podeljevanje koncesij čim bolj pregledno, vendar nekako nek napotek in usmerjanje k 5% koncesiji, če vemo, da je ta delež v povprečju 40%, nekako se nam pač menimo, da bo to predvsem prostor za agresivno oglaševanje, za mamljive dobitke, skratka ta sredstva bodo šla v druge namene. Menimo, da mora biti čim manj tega oglaševanja, čim manj mamljivi dobitki v smislu nevarnosti povzročanja zasvojenosti in seveda čim večja korist v tem smislu za državo in za koncesije. Zdaj, finančni učinki sprememb. Seveda Rdeči križ Slovenije in Slovenska karta smo 15% naše pomoči je tudi iz naslova fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij. Zagotovo je to pomembno, samo v našem primeru to pomeni 20.000 uporabnikov, ki prejemajo sredstva iz tega naslova. Mislimo seveda in verjamemo drugim, ki so za to bolj pooblaščeni, da take študije naredijo, da se bo zagotovo zgodil premik iz enih iger na druge in iz manj tveganih na bolj tvegane in da seveda to ne bo koristilo tem najbolj ranljivim uporabnikom. In seveda ne glede na scenarij pozitivnih učinkov je agresivnega širjenja tveganih iger na srečo in da je potreben okrog tega res skrben premislek. Hvala. Hvala lepa tudi gospodu Petru Tomažiču, ki je predstavil stališče Slovenske Karitas in pa Rdečega križa Slovenije. S tem smo nekako zaokrožili tisti del, kjer nastopajo predvsem uporabniki in pa fundacije in predlagam, da nam izsledke z tega vidika kot strokovnjaki tega področja tudi na analitičen način prikažejo Loterija Slovenije in pa Športna loterija, zato vabim gospod Romano Drnovšek, predsednico uprave Loterije Slovenije, da
nam predstavi tudi v kakšnih številkah. Izvolite. Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovani člani komisije, hvala lepa za povabilo na današnjo sejo in hvala za besedo. Loterija Slovenije je strateška naložba države. To pomeni, da ni navadna družba, ampak da ima v Sloveniji posebno vlogo. V prvi vrsti skrbimo za to, da so loterijske igre ne samo napredne in zabavne, ampak da so obenem predvsem tudi varne. Naš ključni finančni učinek pa je financiranje slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. V Loteriji Slovenije koncesijske dajatve niso neko nujno zlo ali pa nek stranski učinek, prav tako kot tudi ne skrb za odgovorno prirejanje iger na srečo, torej zelo, da so igre varne. To dvoje je del naše organizacijske kulture in niti ene same odločitve v Loteriji Slovenije ne sprejmemo, ne da bi pomislili, kako bo vplivala na varno prirejanje iger in na višino koncesijskih sredstev. Smo ena najbolj cenjenih in mednarodno povezanih loterij v Evropi. Državljanom Slovenije zagotavljamo na področju loterijskih iger čisto vse, kar svojim zagotavljajo najbolj razvite loterije na največjih evropskih trgih. Zaupa nam več kot 1 milijon Slovencev. 74% odrasle populacije sodeluje na varen način v naših igrah. Zaradi vsega tega in zato, ker gre za strokovno, resnično zahtevno temo, ki ima velike družbene posledice, se čutimo dolžne opozoriti. Predlog zakona o igrah na srečo je v delu, ki odpira trg klasičnih iger konkurenci, za Slovenijo škodljiv. Povzročil bo skokovit porast zasvojenosti z igrami na srečo. Danes se s tem v Sloveniji skoraj ne srečujemo. Ambulanta za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica, ki je pa edina javna ambulanta na tem področju pri nas, je v svojem strokovnem mnenju napovedala 50 tisoč zasvojencev kot posledico odprtja trga. Za zdravljenje pa na letni ravni 40 do 60 milijonov evrov. Tega v zakonu, v predlogu zakona ni predvidel ali pa obravnaval nihče. Da te številke niso pretirane, potrjuje praksa recimo držav, ki so športne stave že odprle. Na Hrvaškem je patološko zasvojenih potrjeno 50 tisoč ljudi, 100 tisoč jih je pa že v skupini ogroženih. To so tisti, s katerimi se je že treba ukvarjati. Če upoštevamo še dejstvo, da en sam zasvojenec, to pa tudi tuje raziskave kažejo, za to najbolj skrito zasvojenostjo vpliva na življenje 8 ljudi okrog sebe, potem je številka zaskrbljujoča. 400 tisoč ljudi se bo odblizu srečalo z tem problemom. Drugo, zakon, če bo sprejet, bo povzročil, tako kot smo že slišali, porast kriminala. To je pranje denarja, prirejanje izidov, goljufije. Tudi to danes v Sloveniji kot posledica iger na srečo ni tema, pa to ni naključje. Bomo pa, če bo ZIS takšen, kot je sprejet, tudi mi brali in poslušali naslove, pa bom kar citirala. Ulica, kjer ste v letu dni izgubili 2,8 milijonov funtov. Povedali so mi, da plačujejo športnike, sodnike in lastnike klubov. Lastnik stavnice v preiskavi pranja denarja več kot 5 milijonov evrov. Biznis cveti in tako naprej. Tretje, če bo zakon sprejet, bo uničil sistemsko financiranje slovenskih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, ki je danes v Evropi zgled. Kot je bilo že povedano, v Loteriji Slovenije je povprečna koncesijska stopnja 43%. Zakon omogoča ali pa legitimizira, če se tako reče, 5%. Razkorak je ogromen. Če je danes povprečni sklad za dobitke v Loteriji Slovenije 56%, pa bom tako pokazala nazorno. Če je to promet, 56% je sklad za dobitke, ki gre igralcem. Preostanek 44% je osnova za obračun koncesij, od tega je 43% koncesij. Nova slika, sklad za dobitke. Povsod, kjer je trg športnih stav odprt, vidimo, da je sklad za dobitke skokovito narastel na 90–95% vsega. To se vrača igralcem skozi majhne dobitke, s tem jih držijo v igri, v bistvu in tako nastane zasvojenost. Prostor za obračun koncesijskih dajatev je pa samo še tokle. Se pravi, to kot ostane med 90 in 100. Promet se seveda poviša, ampak še vedno je to
5%, 10% ostanka kot osnova za obračun in seveda, da morajo biti koncesijske dajatve nizke, 5%, ker če ne se zadeva sploh ne izide. Bistveno manj sredstev bo tudi za slovenske občine, to je od davka, od dobitkov večjih od 300 evrov. Tega davka je v zadnjih 10 letih samo Loterija Slovenije prispevala 34 milijonov evrov ali 92%. Ker se bodo v tekmi za igralca dobitki znižali, bodo tudi občine prejemale manj. Država pa direktno dela škodo finančno tudi sama sebi. Kot je bilo že povedano, poleg fundacij FIHO in FŠO je institucionalna delničarka prek SDH in KAD v Loteriji Slovenije tudi država. 40% delež ima. V 10 letih je prejela 20 milijonov evrov dividend. Če se bo zakon spremenil, pomeni, da se bodo ti dobički, namesto da bo participirala država in predvsem fundacije, pač omogočali, da se prelijejo v zasebne žepe. Poleg vsega tega pa je na področju loterijskih iger v zakonu predlagan poslovni model ekonomsko popolnoma nesmiselen. Ne samo Evropa, cel svet, celo ZDA kot najbolj liberalno gospodarstvo, področje loterijskih iger ureja z monopolom. Zakaj? Zato, da je loterijska igra sploh zanimiva, morajo sodelovati velike množice igralcev, ki polnijo sklad za glavni dobitek sedmico, da je ta zanimiv. Ko je sedmica, vsi jo poznamo, visoka 250 tisoč evrov, v igri znanju vztrajajo samo redni igralci. Ko je sedmica, recimo visoka 2 milijona, se zbudijo, veste, sem prepričana iz lastnih izkušenj, se zbudijo množice, takrat se prometi podvojijo, takrat se ustvarjajo koncesijske dajatve. Zdaj si pa predstavljamo, da v mali Sloveniji, 2 milijonski, ne zbiramo več vsi skupaj za eno sedmico, ampak za 2, 3, 5 sedmic, ki jih prireja 2, 3, 5 prirediteljev. Kaj se bo zgodilo? Vrednosti sedmic se bodo znižale, razdrobile. Množice se ne bodo vključile, ker jim je to nezanimivo, posledica pa bo, da bo več prirediteljev skupaj zbralo manj, kot bi lahko zbral en sam. Da vse to drži, potrjujejo tudi gradiva samega predlagatelja zakona, ki je v spomladi javno objavljeni prvi različici zakona o igrah na srečo, na celi strani takrat posegal v spremembo klasičnih iger ni, je pa na celi strani argumentiral, kratko povzemam, citiram. Ureditev klasičnih iger v Sloveniji je dobra, je skladna s pravnim redom EU in bi bilo njeno spreminjanje škodljivo. Vprašanje torej ni, zakaj je ta zakon slab. Vprašanje relevantno je, zakaj naj bi sploh bil dober oziroma za koga. Za državljane ne, za fundacije in za organizacije ne, za občine ne, za državo ne, za širšo skupnost zagotovo ne. Edini, ki bi imel od tega lahko korist, so novi zasebni prireditelji, ki bodo po novem participirali na dobičkih iz te dejavnosti. Igre na srečo, kot je bilo povedano, kot je povedal gospod pred mano, so dejavnost, ki ima lahko velike negativne družbene, tako socialne kot finančne posledice. Zato so nujne predhodne študije vplivov, da se predvideti, kaj se bo zgodilo, ki v tem primeru niso bile opravljene, smo jih pa opravili sami. Ugotovili smo, da bi morali novi prireditelji narediti vsaj še 4-krat toliko prometa, kot ga Loterija Slovenije naredi zdaj, ob tem, da bi se skladi šli gor in koncesije dol, da bi koncesijske dajatve ostale samo enake, kot so danes. Zato mislimo in smo trdno prepričani, da igre na srečo niso in da ne bi smele za nikogar biti samo posel. Hvala lepa. Hvala lepa gospe Drnovškovi za predstavitev stališča Loterije Slovenije in še kot zadnjega vabim gospoda Luka Štajnerja, predsednika uprave Športne loterije Slovenije. Izvolite. Spoštovane in spoštovani, cenjeni člani komisije, državni svetniki, hvala za povabilo na vaše zasedanje. Športna loterija je odgovoren prireditelj iger na srečo, ki Slovencem že več kot 2 desetletji zagotavlja primerno ter aktualno spletno in analogno ponudbo, primarno športnih stav. Svojo usposobljenostjo in doseganjem stopnje digitalizacije lahko delujemo v marsikaterem tržnem stanju.
Opozoriti pa moramo, da so stave lahko tvegane, vendar športna loterija ob spoštovanju temeljnih načel urejenega trga iger na srečo zagotavlja doseganje učinka za najširšo skupino deležnikov z upoštevanjem strogih zakonskih predpisov, davkov in nadzora. Zato menimo, da novela ZIS-F ni utemeljena in je nedorečena. Argumente za naše stališče vam bomo predstavili v sklopu 4 vidikov, ki opredeljujejo primerno ureditev določenega gospodarskega in družbenega področja. V pravnem vidiku velja izpostaviti, da ureditev iger na srečo v Sloveniji ni v nasprotju s pravom EU. Iger na srečo so namreč opredeljene kot gospodarska dejavnost posebne narave, ki dopušča urejanje z značilnostmi posamezne države. Mednarodna pravna primerjava torej ni relevantna, pomembno je, kaj deluje za Slovenijo. Tudi mnenje zakonodajne pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije napotuje na pripravo novega zakona iz nomotehničnih in konceptualnih razlogov. Želeli bi izpostaviti, kot praktično vsi govorci pred nami, da javna razprava, ki v zakonodajnem procesu predstavlja osnovo in temelj za predstavitev stališč, prirediteljem klasičnih iger na srečo in vsem pomembnim deležnikom ni bila omogočena. Kljub dejstvu, da predlog novele ZIS-F govori o povečanju števila prirediteljev, pa ni govora o dodatnih ukrepih na področju nadzora in preprečevanju negativnih učinkov, ki bi jih zahtevalo dejstvo, da bo prirediteljev več. V noveli ZIS-F manjka vsakršna ocena ekonomskih posledic, ki bi jo prineslo sprejetje. Tega tudi ne izkazuje nobena od študij in raziskav, ki krožejo po javnosti in se sklicujejo na vire združenj nelegalnih spletnih prirediteljev. Davki in dajatve bi ostale nespremenjene. Torej tisti prireditelji, ki po nekaterih domnevah že sedaj lahko ponujajo igre na srečo v Sloveniji nelegalno, na trg ne bi odstopili pod ekonomskimi pogoji, ki so zanje manj ugodni. Manjka ocena negativnih učinkov predlagane ureditve, ki imajo velik negativni ekonomski učinek in družbenih vpliv. Ni narejene ocene potencijala trga, ki meri velikost, odliv in potencial dodatnega trošenja. Omejenost trga potrjuje tudi dejstvo, da se uvedba dodatnih atraktivnih loterijskih iger ni odrazila v povečani potrošnji, ampak samo v prerazporeditvi med primernimi in atraktivno ponujenimi produkti. Ne nazadnje, a vendarle med najpomembnejšim. Konkurenca več prirediteljev z identičnim produktom bi imela negativni vpliv na koncesijsko dajatev. Sistemski vir financiranja invalidskih, športnih in humanitarnih organizacij, na kar odločno opozarjajo tudi vse organizacije prejemnice. Osnova za izračun koncesijske dajatve je namreč razlika med neto vplačili in izplačili, ki bi se na odprtem trgu povečala, razlika za koncesijsko dajatev pa bi se zato drastično zmanjšala. Opozarjamo tudi na vidik ponudbe za igralce, kajti zakon ne širi ponudbe, ta bi ostala popolnoma nespremenjena, bila bi le bolj tvegana. Bolj tvegano ponudbo smo prireditelji sposobni ponuditi že sedaj, a je ne ponujamo, saj ravnamo odgovorno. Da je sedanja ponudba primerna in aktualna, dokazuje tudi dejstvo, da trošenje pri tujih in nelegalnih prirediteljih po raziskavah ne dosega niti 15% legalnega obsega igranja. Novela ZIS-F pa tudi ne odpravlja ključnih vzgibov igranja v tujini. To so večji dobitki, ki so povezani predvsem z manjšimi davki in z anonimnostjo. Torej tisti, ki stremijo k izogibanju plačevanja davkov in koncesijskih dajatev, bi lahko pri nelegalnih prirediteljih še vedno igrali tudi naprej. Ne nazadnje se je potrebno zavedati dejstva, da področje iger na srečo v Sloveniji deluje skladno z veljavno področno strategijo, ki že več kot desetletje usmerja negativne učinke iger na srečo na področju posebnih iger na srečo v tujino, z dejstvom, da so igralnice namenjene predvsem tujim gostom, z strogim nadzorom ter zahtevnim davčno-dajatvenim modelom pa omejuje tiste negativne posledice,
ki ostajajo v Sloveniji. To so negativne posledice, ki jih povzroča igranje klasičnih iger na srečo, ki so namenjene povsem slovenskim igralcem. Pot preko spremembe strategije bi omogočila tudi dialog in primerno vključitev vseh deležnikov v razpravo, ekonomske izračune in skupno pot do morebitne optimalne rešitve na iger na trgu na srečo. Zaradi vsega povedanega verjamemo, da smo predstavili dovolj tehtne razloge, ki govorijo, da novela ZISF ni primerna. Športna loterija ne nasprotuje dialogu o spremembam, a jasno sporoča, da področje, ki deluje dobro, bi s sprejetjem novele ZISF utrpelo negativne finančne in družbene posledice. Športna loterija pa si kot odgovoren prireditelj želi in zasluži biti konstruktiven sogovornik pri pripravi sprememb, za katere prava pot je priprava nove področne strategije. Spremembe, predvidene z novelo ZISF, bi verjetno manj prizadele obstoječe prireditelje, znatno večji negativni vpliv pa bi utrpele invalidske, humanitarne in športne organizacije ter slovenska družba v celoti, s povečanjem negativnih učinkov prekomerne ponudbe igre na srečo, ki predstavlja visok družbeni strošek. Zato predlagamo, da se novela ZISF v predlagani obliki ne podpre in da se sproži ustrezne postopke za preučitev njene ustreznosti. Zahvaljujemo se za vaš tehten premislek o predstavljenih argumentih in vašo podporo, da bodo ti slišani. Hvala lepa gospodu Steinerju za predstavitev stališča športne loterije. S tem smo izčrpali del, kjer so naši vabljeni, ki poznajo to področje, predstavili svoje stališča. Vsem se lepo zahvaljujem za vaš čas in pa seveda za strokovno pripravo dokumentov in podajanja stališč. Sedaj pa prehajamo na razpravo članov komisije. Kdo od državnih svetnikov želi besedo? Dr. Gams, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje. Podoben predlog smo imeli že pred leti, zato nisem nič dodatno analiziral, ampak sem samo pogrel tiste stare predloge. In če bi bil tedanji predlog, ki bi bil podoben sedanjemu, sprejet takrat, bi bili danes invalidi bistveno na slabšem. In to vam predvsem pove, da Državni svet opravlja svojo nalogo in upam, da jo bomo tudi tokrat, ker slišite pogosto po medijih, kaj pa sploh počnete v Državnem svetu, vse je bolje, ko vas ne bi bilo. Ampak to je samo en kamenček v mozaiku. Take stvari mi delamo, zagovarjamo stroko, zagovarjamo demokracijo, zagovarjamo interese družbe. Včasih dobimo na mizo takave predloge, ki so res nerazumljivi. Jaz ne razumem, zakaj bi kdo dal tak predlog, sploh v debatah. Imamo pa podoben predlog. Poglejte, za protikadilski zakon smo tudi imeli. Vsi so bili proti, stroka, vsi predstavniki društva in tako naprej. In takrat smo pogledali, če bi protikadilski zakon olajšali, rekel, neke reklame dovolili, se je dalo izračunati, da bi 36 več ljudi umrlo na leto. Približno, mogoče 30 ali pa 40, se ni bistveno. Ampak ne glede na to je to nesprejemljivo. Zakaj? Zaradi par fičkov mednarodne te tobačne industrije. In zdaj, če pa pogledamo, kako so pa pri nas stvari urejene, bom samo primer pokazal. Tamle skozi okno občasno vidimo, kako ljudje kadijo, imamo sicer prepovedano kajenje, ampak tamle skozi okno pa lahko gledamo, kadar prije slučajno en kadilc mimo in bi tudi predlagal, da se take stvari uredijo. Ja, tako je to. Nerazumljivo, nelogično, ampak tako je in naša naloga je, da na te šibkosti opozorimo in upamo, da se bodo uredile. Zdaj, po domače povedano gre pri tem zakonu, se pravičujem, ker bom direktno inženirsko povedal, gre za to, kako bi pobrali denar invalidom in ga dali kapitalistom v žepe.
Zdaj lahko to zavijamo, pa dajemo v ne vem kako lepe besede, pa razmišljanja, pa itd., ampak glejte, za to gre. Ne. Gre za to, da takele zakone, po moje, producira kapital v tisti svoji grobi obliki, v grobi obliki, ko tudi politika podleže in nas nekako sili, da bi mi kot ljudje postali nekje te potrošniške ovce. In od zunaj, seveda, prej sem govoril o tem, kako ljudje vidijo državni svet od zunaj, pa kako ga vidite od notri. Tudi v parlamentu je delno podobno. Zdaj mi kritiziramo parlament, ampak, oziroma državni zbor, zdaj mi smo tudi del parlamenta. Ne. Ampak dejansko so debate tudi znotraj državnega zbora bistveno bolj kvalitetne, kot se kaže v medijih, zato ker del problema so tudi mediji, splet, ulica, kjer se forsirajo neka nasilja, neka enoumja, neka zaslepljenost, hujskanje, praktično k državljanski vojni. In ko je bila ta komisija Evropske unije, je bila šokirana, kakšna stopnja sovraštva in zaslepljenosti je pri nas. Tega drugje v Evropi ni. In ne bom rekel, da smo na pragu državljanske vojne, ampak smo šli pa čez vse pametne meje in v takih pogojih stroka razum ne morata več delati. Zato bi bil moj sklep, oziroma predlog, vklopite razum, strpnost, izklopite srd in sovraštvo. Še dve stvari bi omenil, prej bo govora o tem, hazarderstvu pa podobno. Poglejte, povprečen hazarder, kolikor vem, je za par let naprej zadolžen in zaradi tega trpi on in njegovi bližnji. Tako da to je gotovo ni nekaj, kar je sprejemljivega. Ampak tudi Facebook je podoben. Facebook, ne v tem smislu, da ste zadolženi za par let naprej, ampak strokovnjaki informacijske družbe že nekaj let govorimo, da so ta družbena omrežja zelo škodljiva, negativno vplivajo zlasti na mlade. To se da zmeriti, ugotoviti, ampak se nič ne zgodi. Pri Kajenju imamo vsaj prepovedano reklamiranje, pri Facebooku pa tudi zdaj, ko je tale žvižgačica bila v Evropskem parlamentu pa v Ameriškem parlamentu, je jasno strokovno opozorila, tudi sam sem že nekaj prispevke objavil, ampak vendar mi to mirno pustimo, da otroci, pač naši otroci, vaši, mirno igrajo Facebook naprej in podobne stvari, ne da bi se zavedali, kakšna je škoda. Pa še enkrat bi rekel, pri računalniških igricah je pa zgodba precej drugačna, nekatere so izredno koristne, nekatere so pa škodljive, zato je treba pazljivo zbrati, katere se igra in seveda koliko časa. Zdaj, glede zakona sem povedal, kar sem mislil, ampak kaj bi bilo pa treba urediti, mislim, da ste tudi nekateri predlagali, da bi se določene stvari izboljšale, če kaj mogoče ni optimalno v zvezi z loterijo ali karkoli podobnega, predvsem pa bi bilo treba obdavčiti spletne igre na srečo. Greste zdaj na Bet.com ali kamorkoli in tam večina ljudi, ki jih poznam, igra. Večina ljudi na športne zadeve igra preko mreža in ne plača nobenega davka. In vrsto let že predlagamo in se pogovarjamo in z ministrstvi in preko državnega sveta, da bi to uredili. Zakonodaja na tem področju se v Evropski uniji popravlja. Vemo, da Slovenija težko sama kaj naredi, težko je pa razumeti, da pa nič ne naredi. Ko bi se pa vseeno dalo določene stvari obdavčiti in urediti, in tudi s kolegom Danijem so že nekaj se pogovarjali, ampak niso tudi še uspela realizirati. Hvala lepa. Hvala lepa profesor Gamsu za njegovo analitičen pristop. Kolega Crnjak, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane gostje, kolegice, kolegi. Kakšno stvar pa moramo vsem reči tukaj. Zdaj, če bo še kdo govoril ali ne bo, ampak zaenkrat vsi, ki so govorili razen enega, so bili proti zakonu. Tako da ta procent v tej dvorani verjetno to nekaj pove. Sam prihajam iz ene od teh področjih, sem bil pa zelo vpleten tudi v drugo od teh področjih, ki jih spremembe zakona lahko nekako opeharijo, tako rečem. Obe ti področji, tako humanitarni kot športni, sta nek podaljšek države, nek podaljšek v smislu socialne sfere, ki zapolnjuje neko vrzel z aktivnostmi, ki jih država sama ne zmore. In
v tem delu sta obe loteriji torej nekako uspele, kot smo slišali, najti ali pa država je najdla model, s katerimi saj v teh delih lepo sodelujemo in stvari lepo tečejo v dobro ljudi. In ne razumem, pa sem že zdaj večkrat smo imeli nekaj zakonov, ne razumem, zakaj nekdo piše zakone, iz katerega je iz aviona videti, da so napisani za nekoga drugega, da bo nekdo nekaj tukaj zaslužil na račun drugih. In se mi zdi tudi, ko sedimo ko smo vabljeni na naše komisije, na naše seje, da toliko kot teh sej v zadnjem letu, da toliko jih prej ni bilo. Mi smo vsake 2 dni v državnem svetu, vsake 2 dni pride neko vabilo za te zakone. Nekdo piše zakone po tekočem traku, pa če bi saj napisal zakon, dobro, nekateri so potrebni, ampak če pogledamo mnenje zakonodajne službe, pa to je, koliko je, 5, 6, 7 listov, kakšne napake so v tem zakonu. Da bi se saj potrudil napisati zakon, ki bi stal, da bi se saj nekdo poglobil v to, ampak že sam predlog zakona ne govorim o vsebini, govorim o strukturi in napisal, da bi nekdo pisal takole, saj bo to šlo hitro mi imamo tam neko večino, nekaj bomo požegnali, pa bo šlo. In na to ne moramo več pristajati. In jaz mislim, da če ne bo tukaj, bo pač treba vetojati in povedati, da to ni v redu. Dotikamo se skupin, ki so ranljive, ki jim je to jaz ne vem, ali je kdo iz ministrstva šel pogledati v te organizacije, kako se tam dela. Ali je bil en teden v nekem društvu, ki se ukvarja s temi ljudmi. Pa da vidi, kaj to pomeni. Da vidi, kaj ljudje lahko z denarjem, ki ga od tega dobijo, naredijo za splošno dobro. In enkrat je bil že tak poskus, pa se je na srečo ustavil in potem se mi nekako zgovarjamo na evropske smernice. Pa mi smo najboljši v enih zadevah. Na tej zadevi smo najboljši. Danes smo imeli na drugi komisiji vrtce pa šole, pa tudi tam smo najboljši, pa hočemo nekaj spreminjati. Jaz tega res ne razumem. Naše modele prodajemo ven, ne pa da gremo zato, ker nekdo rekel, ja, pri vas pa tega ni, mi smo tukaj, imamo ljudi, pa ni konkurence, pa ja, mi imamo tak model, zato ker vemo, zakaj ga imamo. Tako da, več kot to mislim, da ni potrebno, seveda bom proti temu zakonu. Hvala, kolega Crnek. Ima še kdo željo po razpravi? Okolikor ne, se bom tudi sam vključil v razpravo kot državni svetnik. Kot je že pred mano kolega dejal, od 8 današnjih, ki ste predstavili stališča strani uporabnikov in pa od organizatorjev, nismo slišali kakšne pozitivne besede. Dobili smo tudi svetniki mnenje zakonodajno-pravne službe. Pa bom citiral samo en stavek, ki je napisan na začetku. Predlog zakona sporen z vseh vidika presoje. Še enkrat, predlog zakona sporen z vseh vidikov presoje. To je napisala zakonodajna-pravna služba. In mi naj se o tem pogovarjamo. V dosedanjem postopku novele, kar smo nekaj že slišali, mogoče se bom kjerkrat ponovil, ampak vendar bom naredil nekaj povzetek, kajti jaz poznam kvaliteto, ki jo in dodano vrednost, ki jo nudijo ti posebni socialni programi tudi z svojega osebnega vidika. 33 let poganjam voziček in v tem času od začetka nastanka invalidnosti je bila glavnina invalidske organizacije, kjer sem jaz lahko splaval, prišel na kvaliteto življenja, ki jo lahko uresničujem v nadaljnjem, seveda tudi danes pred vami. Zato so ta sredstva toliko bolj pomembna tudi za ljudi, za naše sodržavljane, ki so oboleli ali še bodo v prihodnje ali se poškodovali, da ne rušimo sistema, kateri dobro funkcionira in je praktično vzgled v srednji Evropi.
V tem postopku, ko smo prišli do tega zakona, ni bila opravljena nikakršna študija vplivov, ne na predvidljive negativne družbene posledice, niti ne na javne finance. Prav tako pa tudi ni bilo smiselnosti odpiranja trga loterijskih iger na srečo, ki bi bila podkrepljena s kakšno analizo. Kot smo že slišali, pa bom še enkrat poudaril, Slovenija ima na področju loterijskih iger danes uzakonjeno ureditev, ki je standardna z vsemi članicami Evropske unije. S novim predlogom zakona pa bi država uvedla rešitev, ki jih ne poznajo nikjer na svetu. Imamo v Evropi, mislim, da 2 države, ki imajo drugače urejeno. Mislim, da je Litva, ampak tam je v rokah loterija tega olimpijskega komiteja. Skratka, nikjer ne poznajo več prirediteljev. Zato imajo tudi danes igralci loterijskih iger v Sloveniji na voljo tudi res ponudbo, kot jo imajo v najbolj razvitih državah Evrope. In vsaka sprememba bi to poslabšala. Slišali smo danes že invalidske, humanitarne, športne organizacije bi zagotovo prejemale manj sredstev. S tem bi krčile programe. Po drugi strani bi te organizacije, če hočejo odgovorno se obnašati do svojih uporabnikov, bile prisiljene pritiskati na druge vire državnega proračuna. Poznamo iz zgodovine, da kjer skozi se enkrat pride kriza, ko se začne zmanjšati sredstva, se najprej na sociali. Pritiskati bi začele te organizacije na občinske proračune, na lokalno skupnost. Tako bo v primeru sprejetja tega zakona bi bila lokalna skupnost 2-krat oškodovana oziroma njihov proračun, če gledamo iz trdega ekonomskega stališča. Na eni strani bi morali financirati tudi te organizacije, ki skrbijo za njihove občane preko posebnih socialnih programov, po ta drugi strani bodo manj dobili od eventualnih dobitkov njihovih občanov, kar je danes približno 15% od dobitka, kar je nad 300 evrov. Glejte, z sredstvi, z dobitki loto se gradijo zdravstveni domovi, kot smo imeli priliko slišati, pa v neposredni bližini tukaj Ljubljane. Se dograjuje infrastruktura s temi sredstvi, ko en njihov občan zadane na lotu. In velikokrat omenjeno je bila danes tudi, kakšen bo učinek na odvisnost državljanov. Jaz imam pred sabo eno pismo strokovnjaka Miha Kramlja, ki se kot terapevt ukvarja z zasvojenostjo. Citiram: kot strokovnjak za zdravljenje odvisnosti tako ocenjujem, da se število oseb, ki imajo težave s prekomernim igranjem, giblje med 2 in 3% populacije v tem trenutku. Pri svojem delu je do sedaj prišel do spoznanja, kako velika družbena škoda nastaja s pretirano ponudbo iger na srečo. Ponudniki iger na srečo bodo v medsebojni konkurenci storili vse, da zamrežijo igralce, igralci pa vse, da pridejo do denarja za igre na srečo. Med problematičnimi igralci je zaznati resno povečanje števila kaznivih dejanj. Med njimi velja visoka stopnja odsotnosti iz dela, delovna storilnost je na zelo nizki ravni. Tega vidika ni noben izpostavil, kakšna škoda se lahko naredi na tem področju. In spet bo morala država na drugi strani to pofinancirati iz istega državnega proračuna, kar zdaj v glavnini naredijo organizacije in pa institucije, ki se s tem ukvarjajo.
Slišali smo, da je Republika Slovenija ocenila kot strateško naložbo Loterija Slovenije. Poglejte, če bo prišlo več teh ponudnikov, bo avtomatsko prejela manj dividend. Zdaj je, približno smo slišali, milijon igralcev. A če bo 5 prirediteljev prišlo, ne bo 5 milijonov igralcev. To se bo razdrobilo in s tem se bodo zmanjšale zagotovo dividende in dobiček se bo prenesel samo v zasebne žepe. In glede na slišano, kar so danes že predstavili kolegi z invalidskih humanitarnih organizacij, ko je pristojno ministrstvo pripravljalo ta predlog zakona, je kršilo konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov, katerega je sprejel ta državni zbor leta 2004, kajti ni vključil tudi vseh deležnikov zraven. Poglejte, če pride do nas nekaj takega, zagotovo ne morem tudi kot državni svetnik podpreti. In apeliram na vse, da pripravljavce teh bodočih zakonov, da naj ne rušijo tistega, kar dobro funkcionira v slovenski državi in se naj posvetijo tistemu, kar je za izboljšati. Hvala za vašo pozornost. Gremo naprej z današnjo sejo. Ima od kolegov še kdo kakšno vprašanje, razpravo, vkolikor ne. Zaključujem to razpravo, sedaj pa sprašujem predstavnika Ministrstva za finance, gospoda Pogačarja, če želi zaključno besedo kot predlagatelj. Hvala lepa. S tem je razprava in pa točko pred glasovanjem zaključeno. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Bomo imeli ločeno glasovanje, kajti predlagal bom 2 sklepa. Prvi sklep Komisije za socialno varstvo, zdravstvo in invalide, predlog zakona o spremembah, dopolnitvah zakona o igrah na srečo ZIS-F EPA 2096/8 podpira in pa drugi sklep Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot zainteresirana komisija poziva pristojno Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da pri obravnavi in odločanju o predlogu zakona upošteva njeno odločitev in vsebino poročila Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide vključi v svoje mnenje k predlogu zakona. O predlaganih sklepih bomo glasovali ločeno. Najprej na glasovanje dajem prvi sklep. Komisija za socialno varstvo, zdravstvo, delo in invalide, predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o igrah na srečo ZIS-F EPA 2096/8 podpira. Kdo je za? Kdo je proti? 8 proti. In še drugi sklep. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot zainteresirana komisija poziva pristojno Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da pri obravnavi in odločanju predloga zakona upošteva odločitev in vsebino poročila Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter jo vključi v svoje mnenje in k predlogu zakona. Kdo hoče debatirati o temu? Predlagam, da gremo kar na glasovanje. Kdo je za? Je kdo proti? Ni. Soglasno smo bili za. Na podlagi razprave in sprejetega sklepa bo pripravljeno poročilo komisije, ki ga bomo, kot že rečeno, predložili pristojni Komisiji za gospodarstvo in turizem finance. Ta bo zasedala v sredo 24.11. ob 14. uri. Glede na to, da sem član navedene komisije, predlagam, da vlogo poročevalcev in v imenu naše komisije prevzamem tudi sam. Je kdo proti? Ni. S tem zaključujem 3. točko dnevnega reda. Vsem vabljenim k tej točki se
lepo zahvaljujem za udeležbo na seji in pa razpravo in vam želim prijetno nadaljevanje dneva. Mi pa prehajamo na 4. točko dnevnega reda, predlog zakona o dopolnitvah zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ZNUPZA, skrajšen postopek EPA 2209/8. Predlog zakona je v obravnavo v Državnem zboru po skrajšenem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovičem. Povezavo do vsebine predloga zakona ste prejeli s sklicem seje. Naknadno ste po elektronski pošti prejeli še poročilo zainteresirane Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pa dopis podporo predloga zakona strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Zdaj pa vabim k besedi predstavnico predlagatelja, gospod poslanko Andrejo Zabret, je ni, potem pa kar prosim za stališče do tega zakona predstavnika Ministrstva za zdravje, državnega sekretarja magistra Roberta Cuglja, ki se je nam ravno kar pridružil, pa bi vas prosil, če lahko za govorniško, ker smo v etru. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani svetnice in svetniki. O predlogu zakona o dopolnitvah zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, skrajšani postopek, je Ministrstvo za zdravje svoje mnenje, ki je usklajeno z mnenjem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, posredovalo Vladi Republike Slovenije, ki je na današnji seji tudi sprejela mnenje k temu predlogu. Predlog zakona se nanaša na pravico do delne povrnitve izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, zaradi obveznosti varstva otroka po vzoru ureditve, ki so navedene osebe veljale od 1. julija 2021 in zaradi enake obravnave z osebami, ki prejemajo nadomestilo plače zaradi istih razlogov. Ministrstvo za zdravje ne podpira predloga o dopolnitvah zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki ga je predlagala skupina poslank in poslancev, ker to ni materija tega zakona. S predlogom se ne strinjamo, saj ukrep tudi ni izvedljiv z vidika državnih pomoči. Predlog zakona namreč predvideva izvedbo do 30. junija 2022, vendar je veljavnost sporočila komisije začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu v obruhu epidemije COVID-19, ki je podlaga za priglasitev državnih pomoči, velja samo do 31. decembra 2021. Zato je ukrepe za to področje gospodarstva treba reševati v okviru novega interventnega zakona, ki ga pripravlja Vlada Republike Slovenije, ki bo celovito reševal te težave. Dodatno navajam, da je danes v informacijskem sistemu Vlade Republike Slovenije objavljeno gradivo z naslovom Predlog zakona za omilitev posledic po epidemiji COVID-19, ki v 37. do 41. členu ureja vsebinsko identičen ukrep, to je delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnost za opravljanje dela zaradi višine sile, zaradi obveznosti varstva otroka, za samozaposlene, družbenike in delničarje ter kmete. S tem se bo izenačila pomoč tem ciljnim skupinam z zaposlenimi, ki so bili urejeni v osnovnem zakonu v juliju 2021. Hvala lepa. Hvala državnemu sekretarju magistru Robertu Cuglu za mnenje pristojnega ministrstva. Glede na to, da je Ministrstvo za finance opravičilo svoj prisotnost in pa stališče, prehajamo na predstavitev stališč ostalih vabljenih. Med nami je gospod Janez Pirc iz Kmetijsko-gozdarske zbornice. Želite besedo? Izvolite. Hvala za besedo. Pozdravljeni predsedujoči, vsi državni svetniki in drugi prisotni. Predlog zakona, ki je v obravnavi, se pravi v Kmetijsko-gozdarski zbornici, smo že večkrat obravnavali enako obravnavo kmetov in pa tudi drugih samostojnih poklicev in vsekakor smo pozitivno do tega predloga. Naše stališče, tako tudi
kar je zdaj pred nami povedano, ni pomembno, kje se to rešuje, pomembno je, da se tako za kmete kot druge samostojne poklice izenači z ostalimi in se to omogoči. Naša poglavitna zahteva je tudi, da je to velja za nazaj, se pravi, tako kot je bilo za vse ostale dejavnosti oziroma zaposlene omogočeno ta dohodek izplačila izpada dohodka, tako da podpiramo sicer predlog oziroma za nas ni bistveno, kako se bo to reševalo, pomembno je, da se reši za vse enako obravnava in pa tudi za nazaj in vsekakor bi želeli, da to čim prej tudi zakonodajno rešeno. Hvala lepa. Hvala za stališče Kmetijsko-gozdarske zbornice. Sedaj pa prosim še predstavnika zainteresirane komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za predstavitev poročila navedene komisije. Z nami bo predstavil tudi to stališče kolega Ladislav Rožič. Ja, hvala predsednik. Zaenkrat mi nismo vedeli, da bo ta zakon objavljen, pač nadali smo se, da bo, mi smo rekli PKP10, vendar Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je kot zainteresirana skupina na 13. izredni seji obravnavala predlog zakona o dopolnitvah o nujnih ukrepih s področja zdravstva, ki ga je v Državnem zboru v obravnavo predložila skupina poslank s prvopodpisanim Branetom Golubičem. Zdaj, mi smo predlagan zakon podprli, da bo dal neko obrazložitev. Mi smo ugotavljali, da predlog zakona zapolnjuje zakonsko vezev, ki je nastala s sprejemom zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, s katerim je bil po vzoru do takrat veljavnega zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 v PKP 5 urejen samo ukrep nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, zaradi obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej ter povračila izplačanih nadomestil od 1. julija naprej. ZNUPZ pa ni zajel upravičencev do delno povrnega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile po vzoru PKP 5. Na ta način so bili spuščeni samozaposleni, družabniki in kmetje, ki so bili do tega ukrepa na podlagi PKP 5 upravičeni do delno povrnjenega izgubljenega dohodka o ponovnem slabšanju epidemiološke situacije v državi in ob naraščanju števila odrejenih karanten na domu tudi za otroke in tako so se znašli v hudi stiski. Glede tega komisija izpostavlja, da so kmetje pri sprejemanju tovrstnih ukrepov vedno prezrti. Komisija ugotavlja, da so na podlagi veljavne ureditve kmetje poleg samozaposlenih in družabnikov v neenakopravnem položaju v primerjavi z zaposlenimi na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki so upravičeni do nadomestila plače v primeru karantene, na delo na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi varstva otrok. Zato komisija meni, da je nujna sprememba zakona po vzoru ureditve PKP 5, kot jo predlaga predlagatelj. Da skrajšam, komisija poudarja, da je treba ukrep tudi časovno izenačiti, da se izognemo novi neenakopravni oziroma diskriminatorni obravi v obravnavi potencialnih upravičencev, zaposlenih, kmetov, samostojnih poklicev in družabnikov, do nadomestila plače oziroma povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile, zaradi obveznega varstva otrok, zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja med. Zato komisija predlaga, da predlog zakona določi ukrep velja za vse do 31.12.2021 in se po potrebi podaljša enako kot vse ostale protikoronske ukrepe. V bistvu mi predlog podpiramo, zdaj bom pa z veseljem prečital to, kar ste rekli, da ste danes objavili. Hvala. Hvala lepa, kolega Rožič, za predstavitev stališča zainteresirane komisije. Sedaj pa prehajamo na razpravo članov komisije. Ima kdo željo po razpravi? Vkolikor ne? Izvolite, kolega Gams. Spoštovani, hvala za besedo. Kot veste, delamo pri nas prav v našem odseku vrsto analiz, kaj je s korono, kakšni so dobri ukrepi, kakšni so slabi. Med drugim smo že pokazali, da pravzaprav so vsi ljudje, praktično vse države po svetu,
imeli relativno slabe nabore, zato ker je to težek optimizacijski problem in da bi z umetno inteligenco ali pa z nekimi računalniškimi programi se dalo to bolje delati. Zdaj se nam kaže celo, kar bomo pa še naredili, da so celo te strategije, klasične strategije za koronavirus neprimerne in da so bile nekatere strategije izgleda, ampak to moramo še preveriti, da bi bile bolj uspešne, če bi že vnaprej vedeli, da je koronavirus nekako specifičen. Ampak, da se vrnem nazaj, kmetje, seveda je prav, da tudi kmetje dobijo neko nadomestilo oziroma pač, da dobijo neka sredstva, ampak ne toliko zaradi korone. Recimo, jaz imam vikend, pa tukaj do Ljubljani imam nek vrt, in še nikoli v zadnjih 30 letih se mi ni zgodilo, da bi pomrzlo nasadje na obeh koncih, se pravi, včasih tukaj, včasih tam. Ampak to ni stvar zdravstvenega resorja, zdravstvenih zakonov, kaj to mešamo jabolka in hruška. In če pogledamo, koliko denarja smo dali mi za korono, ugotovimo, da smo ga dali nerazumno, nerazumsko veliko, se pravi, čujem to. Poglejte si statistike, poglejte si povprečje v Evropi, koliko smo ga dali, nerazumljivo veliko smo dali, še zlasti glede na učinke, kakšne so učinki, z nekaj denarja nekaj dobiš, za koliko denarja smo mi dobili, koliko učinka pri koroni. In da bi zdaj ta sredstva še povečevali, se pravi, čujem, za to pa ni nobene razumske osnove več. Nasprotno, korone se bo treba ločevati za malo drugačne načine in ta način je zdaj že v teku, ker se spet ni takoj na silo delalo nekih ukrepov, ki so bili v začetka edino pravilni, včasih se spreminjajo. Zdaj je ta strategija po naših analizah dobra, ne zajema pa več trdih lockdownov in tako naprej ob prvih pojavih, ker je treba pač tiste, ki se nočejo cepiti, pač naj prebolijo in žal bojo med njimi več mrtvih, ampak se jim ne da pomagati, kljub temu, da smo mi se trudimo po najboljših volji, željah in ne uspemo prepričati, ne moreš jih pa silo pripeljati. Ampak kar se pa denarja tiče za korono, je pa treba nekje ugotoviti, da imamo deko samo toliko dolgo, kolikor jo imamo. Tako da z tega vera za take namene, jaz mislim, da ni pravičljivo. Enostavno finančno ni pravičljivo tak ukrep. To, o čemer pa govorite, je treba najti skozi druge, kar je pa mislim tudi gospod državni sekretar. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Gams, za vašo razpravo. Pa še kdo kakšno želi po razpravi, bo kolikor ne, zaključujem to točko, ne točko, to razpravo. Med nami ni poslanke gospe Andreje Zabret, želela je, da jo opravičim zaradi tega, ker ravno poteka glasovanje v državnem zboru, ampak smo slišali mnenje stališče ministrstva in pa Kmetijsko-gozdarske zbornice. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem sklep, ki se glasi: Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o dopolnitvah zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva ZNUPZ-A EPA 2209/8 podpira. Bi želel kdo razpravljati? Ne? Ja? Hvala. Hvala, predsednik. Zdaj, ne glede na vaše izvajanje, jaz ga še nisem videl, jaz bom podprl, ker v bistvu diskriminacije biti ne more. In če je zdaj ta vaš nov predlog izenačil, pač je šele predlog, ki jo nismo videli, o njem bomo še razpravljali, zato bom jaz glasoval za predlog, ki je ga podala tudi Komisija za kmetijstvo. Hvala. Hvala. Imaš še kdo kakšno obrazložitev? Bi kdo želel obrazložiti svoj glas? Ne. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Kdo je za predlog sklepa, ki sem ga prebral? Hvala. Kdo proti?
Hvala. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Na podlagi razprave sprejetih sklepov in pripravljeno mnenje komisije, ki ga bomo posredovali pristojnemu odboru Državnega zbora za zdravstvo, ki bo predlog zakona obravnaval v soboto 20.11. Določiti moramo še poročevalca na odboru Državnega zbora. Predlagam, da vlogo poročevalca prevzamem kar jaz. Kdo nasprotuje? Ne. Hvala. S tem zaključujem 4. točko dnevnega reda. Vsem vabljenim in članom komisije se zahvaljujem za razpravo pri tej točki in pa seveda za udeležbo na današnji seji. 75. sejo komisije zaključujem ob 14:50. Hvala lepa in lepo popoldne vam želim.